Danes se bomo podali v čaroben svet lutk, kjer dobro vedno zmaga. Z nami sta ustanovitelja Grajskega lutkovnega gledališča Bernard in Snežana Pungarčič. Dobrodošla v naši sredi, v našem studiu, kamor sta pripeljala tudi vzorček vajinih lutk, ki jih je v njihovem domovanju bistveno več, kaj ne? Tako je. Hvala za vabilo. Ampak, kot sem rekla, nista prišla sama, povabila sta še enega posebnega gosta. Kdo je ta gost, od kod prihaja, kako mu je ime, kakšno vlogo ima v deželi, v kateri prihaja in zakaj si ga Berni posedel zraven Snežke? Ja, da bo v varnih rokah. To ni namreč marsikdo, to ni običajen politik, to je minister za kulturo, ki skrbi za lutkovno kulturo v Sevnici, Posavju in v tej regiji. Tako je, to je moj spremljevalec iz Reke, ki ga je sicer ustvarila hrvaška akademska kiparka Vesna Balabanić, ki je v Reki imel eno vlogo, zdaj pa v Sevnici ima drugo, oziroma je dobil novo službo, kot smo rekli, zdaj pa naš minister za kulturo, minister Baltazar, in verjetno že prepoznavni lik našega gledališča. V čaroben svet lutk bomo šli malce kasneje. Sedaj gremo še k zgodbi Snežke. Odraščala je na Hrvaškem, v znanem pristaniškem mestu Reka, kjer si se pravzaprav prvič tudi srečala z lutkami in te so te tako prevzele, da pač vztrajaš z njimi v njihovi družbi in zgodbe podarjaš tudi nam, obiskovalkam in obiskovalcem. Kako se je začela ta zgodba po poti lutkarstva? Pa sicer moram povedati, da je gledališki svet mene prevzel oziroma sem ga odkrila že v gimnazijskih letih. Tako da sem se zelo kmalu pridružila ene skupini, zelo uspešni v Reki. Cel moj faks oziroma, ko sem pedagoški faks končala, sicer naravoslovno smer, ampak paralelno tudi seveda ta gledališko življenje. Ampak tak prelomnica je bila, ko me je moj prijatelj povabil na predstavo, lutkovno gledališče, da gledam predstavo iz Mosta, to pomeni ne iz publike, nego od zad. Znači nad odrom je ena taka konstrukcija za tehniko in iz ptičje perspektive gledaš predstavo. In to je bil taki fascinantni trenutek za mene, zato ne samo ta čarobnost same predstave in ta iluzija lutk, ampak res je ena neverjetna energija celega ansambla, ena sinhronizirana natančnost same animacije. Vsi dišajo za eno, da ta lutka, ta kraljica lutka dobi svojo moč in da zablista vse svojoj svetlobi. Svi so tam nekje samozatajni, v črnem, njih se ne vidi in lutka je ta, ki jo izpostavimo in celi fokus svoje energije fokusiraš v to, da se približiš s to energijo otrokom oziroma da ta energija gre naprej, ne. In to je nekaj, kar je meni bilo, wow, to je nekaj tako kompleksno, tako prvotno, tako neposredno, nesebično davanje, da me je to prevzelo. Evo in potem po mom faksu sem jaz eno leto še delala v šoli in je bila avdicija v gledališču, sem jo naredila in se zaposlila kot na mestu glumca oziroma igralec lutkar, animator in bila zaposlena 10 let. V teh 10 zelo, bi rekla, uspešnih, bogatih, izobraževalnih letih, ker smo delali res z režiserji iz cele regije, Slovenije, Avstrije, iz Poljske, Bolgarije, potovali po celem svetu. Od Meksike do, Rusije, Finska, Evropa, cela skoraj. Tako da veliko izkušenj, veliko avtentičnih predstav, veliko različnih lutkarskih estetik, lutkarskih šol,
Tako da, evo, in po 10 letih sem se odločila priti v Sevnico, tako da smo ustvarili družino z Bernitom in nekako, evo, svojo pot samostojno iskala. Torej, za tabo je zelo, zelo bogata in tudi zanimiva lutkarska pot. In potem, po prihodu v Sevnico, po poroki, po rojstvu hčere Eleje, sta se tudi odločila, da ustanovita Grajsko lutkovno gledališče. V uvodu si Berni nekaj že o tem povedal, pa vendarle, kaj je bil največji izziv pri ustanovitvi gledališča? Prostor ste našli v gradu, kaj pa potem lutke, predstave, finance, skratka, s čim vse ste se takrat ukvarjala ob ustanovitvi gledališča? Zakaj, to je tako, se tako že omenil. En majhen kraj kot Sevnica redko kdaj zaide nek strokovnjak. Mene je znanje vedno fasciniralo, mi je bil izziv in to je bilo za mene popolnoma tuje področje. Če ne bi Snežke srečal, jaz sigurno ne bi delal lutke, bi pa marsikaj druga verjetno, ne. Ampak, ko en tak strokovnjak pride v en tak majhen kraj, je to treba izkoristiti in mu je treba dati možnost, da nadaljuje svojo do takrat zelo bogato profesionalno pot na naših tleh, v naših prostorih. In to je bil trenutek, da dobi Sevnica in Posavje eno, rekel, lutkovno, rekel, gledališče ali pa en lutkovni svet, ki je do zdaj samo občasno gostoval, ni pa domač. In tako smo pa ustanovila seveda gledališče, prostore opremila, predstave smo začeli avtorske delati, večinoma avtorske predstave, ne. In Snežka režira, igra, jaz pišem, skupaj postavimo te stvari, pač kaj strokovno, ona ve, kam gre. Potem seveda imamo tehniko, tudi tle je zelo pomembno, da tle se v bistvu ne da veliko varčevati, ne, če hočeš imeti dobre efekte in tako, pa ozvočenja, pa in pol seveda na tekmovanja nisva hodila, ker je Snežkino mnenje bilo, ker pri nas so ta preko tekmovanja vedno za šolske lutkine skupine in pol, mislim, ne bi bilo Govorimo fair. o srečanjih, Ne bi bilo kaj fair, organizira no, JSKD, ne. Nivo ljubiteljske kulture, zato ker mislim, da vse je strpano v en koš in otroci in odrasli in mislim, da ne vem, tam, da bi se vrteški otroci iste mi pojavili, tako da ne vem, mislim, da ni primerno in tako, da se ne udeležujemo teh tekmovanj, mogoče na kakšnih drugih bomo, ampak zaenkrat ne, a ne. No in seveda smo počasi postali prepoznavni, seveda se pa trudimo, da tudi te dogodke lutkovne javno, bi rekel, tudi praznujemo. Kaj praznujemo? Svetovni dan lutk. Svetovni dan lutk je prvi pomladni dan, je tudi ta 21. marec, ko se prebudi narava. No, in po celem svetu takrat vsa lutkovna gledališča praznujejo svetovni dan lutk. Protokol je pa takšen. Izbran iz lutkovnih krogov najbolj eminenten lutkar na svetu ima to čast, da napiše mednarodno lutkovno poslanico. V njej je pač tekoča problematika v povezavi z lutkami in politiko in vsem. No in to vsako leto je to drug človek. Istočasno pa, ker je Slovenija tudi članica UNIME, to je pač ta mednarodna lutkovna organizacija, potem določi tudi v Sloveniji najbolj enega izbranega lutkarja, ki napiše slovensko poslanico. No in mi smo zdaj hoteli te navade lutkovne kulture predstaviti, zato naredimo vsak svetovni dan lutk na gradu Sevnica, veliko praznovanje, poskrbimo za manjši festival, torej povabimo 2-3 lutkovne skupine, ki igrajo otrokom predstave, potem mi organiziramo delavnice, seveda tudi mizica Pogrni se, ki je zelo zanimiva tam, ki nahrani otroke, odrasle. Je pa na ta dan smo pa ustanovili mi tudi naše lutkovno gledališče. Zato istočasno tudi praznovanje rojstnega dneva Grajskega lutkovnega gledališča. No in to je en tak velik kulturni praznik, ki ne vem, če v tem formatu, ki je v Sloveniji, je tako organiziran. Tako moramo poudariti, da smo to leto imeli 15 let.
Tako, to sem hotela reči, da letos praznujete 15. letnico delovanja, tako da iskrene čestitke za vztrajnost. Lutke pa imajo svoje domovanje na gradu Sevnica, kjer se, tako imam občutek, zelo, zelo dobro počutijo. In me zdaj zanima, ali vama recimo kdaj tudi zaupajo kakšno svojo skrivnost, ali kdaj z vama pokramljata. Skratka, kakšen je vajin odnos do lutk in odnos lutk do vaju? Po moje vaju imajo zelo, zelo rade. Ker moja žena povedala, ki je bolj senzibilna. Mi moški gledamo bolj funkcionalno, ali vsi udi delajo, ali ima pravo barvo oči, medtem ko čutenje lutke pa ženska duša bolj zazna. Ja, pa ja imam več v roki in mi je bolj pri srcu, kar igram z njo, veri je naredi, ampak je dušo jaz dam. Ti pa daš govor, ne? Ti daš zvok vsaki lutki, ne? Tako. To je to, kaj z animacijo ti moraš za svojom glasovnim sposobnošču, oziroma če si igralec, ti imaš in telo, in geste, in mimiko obraza. Pri lutkah je pa značilno, da imamo sam svoj glas, ne, in čez glas moramo dati karakter lutki sa interpretacijo, različnim slogom, ne vem, dikcijo, vse to je ena kompleksna stvar. Predvsem za tako natančno animacijo, gibanjem in predvsem seveda igro, ker ti, ko dobiš scenarij oziroma tekst, pristop je enak kot v dramskem gledališču, isto. Znači, analizo lika se naredi, karakterizacija lika. Mogoče, če nimaš še gotove lutke, si ti predstavljaš, kako bi ta lutka mogla izgledati, bolj pa dobiš lutko, ki je recimo, vidimo, kakva je likovnost, estetika lutke, pa te preseneti, to je nekako drugače, kot sem si jaz zamislil, ne? Ona že odredi, a ne, pogojuje, kako bo govoril, na kakšen način in kakšen karakter bo lutke. Tako pravim, da je v lutkah to zelo specifično, ne. Kakšne so vrline dobrega animatorja? Kako recimo prepoznaš osebo, ki bi bila morda primerna za delo z lutkami, ker vsega dela vendarle ti ne moreš opraviti? Ja, vprašanje dober animator, kot sem že povedala, predvsem mora biti igralec, a ne, od tega se začne. Če moraš začutiti, moraš imeti svoje občutke, moraš imeti karakter, moraš pristopiti zelo z analizo tem tekstu, različnostjo interpretacije, različnim slogom in tako dalje. Zdaj pa mi lutkarji moramo biti spet zelo spretni v rokah. Zelo spretni, moramo biti zelo natančni, moramo biti blagi v tem gibanju, moramo imeti občutka za prostor oziroma tudi za svojega kolego, svojega soigralca. Strpnosti tudi, se veliko je vaje tukaj, a ne, pa tudi fizične pripravljenosti, zato ker največ v vseh mogočih pozah igramo najmanj v nekakvem priredni poziciji, a ne. Ali si na tleh, ali si na kolenih, ali ležiš, ali ti je v ročni lutki roka skozi tako recimo pol ure, recimo tako samo 5 minut, pa boste videli, kakšen je to napor, To je zelo pomembna drža, ne? Seveda, je se skozi, in to ne sme to padati skozi, to mora biti skozi ista višina roke. Evo, takole, to je ena taka, bi rekla, veliko lastnosti mora imeti, tako da ni enostavno. Jaz sem imela primere, ko sem delala v Reki, pa so prišli v gledališče dramski igralci iz gledališča in se niso znajdli, tako da so zmeraj rekli, lutkarji, kapa dol za vse, kaj delate, a ne, tako da, ja, kompleksna zadeva. Zelo kompleksna, je pa dejansko pomemben tudi glas. Zdaj me zanima, ali lahko ti posodiš svoj glas ministru Baltazarju? Kako bi zvenel minister Baltazar, ko bi pozdravil recimo vse tiste, ki poslušajo podcast Odmevi Posavja?
našega regionalnega časopisa. Ja. Kako bi Jaz se to ne bilo mogu videti? trenutno, jaz smo ga Ne, tako naštemali, samo- da je zanimirati, ampak kako je moj glas itak alt in globoki, Ja. tako da jaz rečem, jaz nikoli ne bom princeska, ampak bom prej naš minister, pa bi rekla recimo, pozdravljeni gledalci in slušalci našega Posavja, dobrodošli v naš podcast. Evo, recimo odvisno, pol pa kad ti vzameš lutko, recimo za gibanje, mi te nekako to, te prevzame ta energija in pol pa Tako da kar gre iz tebe, v bistvu se poistovetiš z lutko, z likom, ki ga Ja. upodabljaš Ja. in potem steče zadeva, tako kot recimo teče reka Sava Seveda, proti Donavi. Tako. Včasih, ko recimo jaz dosti mentoriram, pa učim, pa to, pa bi rekli, pa kako bi to? Jaz rekel, ali to je meni že eno naravno stanje, a ne samo, da se prešaltaš iz lika v lik, a ne. Tako da mi, nažalost, zdaj moramo povedati, da imamo mali ansambl, oziroma zmeri je v vsaki predstavi samo 2 igralke, a ne. In tako, ko delamo dramaturgijo, pol tekstov, teh scenarijev, v glavnem igramo vsi par likov. Tako da, ne vem, v Grdemu račku jaz igram 11 likov in to so samo prešaltavanja iz ene v drugi, animacija in liki, tako. Ampak to pomeni- je izziv, seveda. Kaj to pomeni, da ni kadra? Da... To definitivno ni kadra. Ja, mi sicer avdicija je vedno odprta, želimo. Seveda, ko nekdo misli, da je lutka kar nekaj, ne, se je zelo zmotil. To ni pevski zbor. Da ti si solist, na lutki si solist. Če je pevski zbor, tudi če ne veš, se malo drugi zapojejo, mislim, se lahko malo skriješ, tle si solist na odprti sceni in vsaka napaka je zelo vidna. Recimo, ti moraš z lutko, s kosom, spužva, les, kar je, narediti kar z roko, tako naredi, zato se gledališki igralci izjemno bojijo vlog kot lutkarji, izjemno. Ker je to res, to je prenos, mislim, in zdaj, da je marsikdo bi bil, pa pride, pa je, vse imamo preko občasne lutkarje za manjše vloge tudi, ali pa za določene vloge, ki se krasno naučijo in spelejo. Da bi pa čisto samostojen lutkar, tako kot Snežka, recimo, ki je v tem živela pol življenja, je pa zelo težko, ne. In je seveda zahteva čas, zahteva smo bi rekel, dobri učitelji, z vsem naučimo vse tajne, vse, ampak to je delo, to moraš praviti čas posvetiti, moraš imeti lutke rad. Predvsem je to, ja, To je to, moraš ne. to imeti radi. Ja. To je problem. Sebe, jer zato, ker si na odru, ti si res odzad. Lutka je ta, kaj pride, kaj je naprej, ti si, kaj pri igralcih je to zelo težko. Veš, da oni so v prvem planu, mi lutkarji smo res v drugem planu, lutka je ta, kaj je od spredaj, ne. Trpi gledališki egoizem, ne, v lutkarstvu. V bistvu je to zanimiv poklic, morda celo premalo cenjen, ampak tako pač je v naši To, kar je skupnosti. neznano, edino zato, ti reče, kako smo rekli, ko gremo, recimo v Češki, ko smo bili, ja, ko sem šla, pravim prej, Bolgarija, recimo tukaj pri nas v Evropi, Romunija, pa to ne moreš verjeti, pa koliko so cenjeni lutkovne predstave. Za primerjavo, v Bolgariji AGRFT za gledališčnike traja 5 let, za lutkarje 6 let. Aha, celo to. Celo to, ampak tudi imajo taj proces vse izdelave lutki, vse, tako da pridejo nek taka gotovi, res lutkarji v pravem pomenu. Ampak 6 let je recimo njihova akademija, a ne? Tradicija, to je tradicija, res. To tudi nekaj pove o samem izobraževanju, Ja. da je dejansko zahtevno, ampak če gre od A do Ž, kot si omenila, tudi z procesom ustvarjanja Ja, lutke, tako je. ne samo igre, je to potem kar Zelo logično. veliko časa. Pa tudi, da se naučiš, veliko je tudi tvoj talent, recimo, tvoj dar. Recimo, pri nas večino lutke delam jaz. Ampak pač imam dar likovnosti, te volumna in tako naprej, tudi funkcionalnosti, ker lutka ni samo, da lepo izgleda. Ona mora imeti tudi ude, ki se gibajo. To je, jaz sem samo en poseben sklep sem si izmislil, tako da se roka lahko rotira in ostane elastična. Torej, skozi ena inovacija, to je izziv, ne. No, tako da, ampak uspemo to, no, pa smo dobra kombinacija,
In tudi najna hčerka igra in imamo nekaj tudi dobrih lutkaric, recimo že od celega začetka je bila Marjana, zdaj se je pač upokojila, čeprav verjamem, da bo, če bo treba, z veseljem skočila v kako vlogo še, ker to ni en poklic, ki ga oddelaš, nekako je v tebi, če ne bi tega imeli v sebi, ne bi to delali, ne. Sigurno se ne izplača, ne, iz tega vidika, ker danes se vse splača, ne splača, za tiste tako razmišljamo in reči, da se ne splača. Ampak ti da pa, izplača se za tvojo dušo, za nasmeh na otroških obrazih, za tišino, ko ugasne molči na koncu. Mislim, največji aplavz je tišina. Se spomnim, smo igrali eno predstavo v Avstriji, v Železni kapli, in to je bila Čebela Medela, dosta teatralna predstava. In seveda je tudi glasba, ki je tudi del predstave, je avtorsko posneta na citre, ne. Citre imajo pa tak prazvok, to je zven narave, zven narodna, frekvenca je taka. In res, in potem predstavo končamo, to so bili večinoma Nemci pa Slovenci mešani, ne. In pol na koncu, to traja, ko citre igrajo, na koncu ugasnemo luči, prežgemo luči, tišina, nič, tišina. Če so vsi umrli, ne. In pol počasi, pol sem pa jaz prvi zaploskal, pol so še ploskali. Toliko so bili prevzeti za predstavo. No, in to je največja nagrada, da ljudje grejo v zgodbo, ne. In pol na koncu je prišel k meni en stric, ne, ki sem poznala drugače, ko veš kaj, Berni, ne razumem ene slovenske besede, ker smo v slovenščini igrali, ne. Imam pa čisto solzne oči. Je lepo. No, to je tisto, ki v današnjem svetu je to redko, v bistvu, da se toliko časa vzamejo ljudje za to. In da si pstijo v dušo nekaj dati. Nekako se vsi pokrivajo, oblačijo, svojih čustev nočejo pokazati. No, in ali pa si ne upajo, ali pa bi si želeli, ne. Tako da to je lutkarstvo, je pa tle velika. Da, to je sam dokaz, da je lutkarstvo taka umetnost, ki je eno križanje in gledališča in pravim tih nekih ročnih spretnosti in glasbe in atmosfere in likovnosti, estetike, tako da se recimo predstave, ko igramo, lahko gledajo tam mali, zato ker percipirajo na enem sam tem likovnem nivoju, na tem dogajanju in tako, bolj pa ta mal večji že poslušajo zgodbo, a ne, odrasli pa vse to bolj pa slojevito, a ne, na tem nivoju. Podoživljajo na podlagi izkušenj. Ja, izkušenj, občutkov, a ne, tako. Atmosfera. Zato, ker mi zelo delamo, vsaka naša predstava je polna teh in čustev in ene sporočilnosti, tako da pravim za male in velike. No, ravno zaradi tega, ker so te lutkovne predstave tako kvalitetne, tako dobre, ne preseneča, da je tudi vedno več starejših obiskovalcev, ki pripeljejo otroka na ogled lutkovne predstave in potem oni ostanejo v dvorani skupaj z uživajo otrokom. bolj kot otroci, ja. Ja. Jaz sem že ena med tistih. In padajo v to. Velik otrok, ne, ki ga skrivam v sebi. Večni otrok. Večni otrok. To je tako. to pura eternost, ne, pravijo Latinci, in to je dejansko tega otroka v sebi bi mogel vsak ohraniti. To je, tudi ko postane zrel, odrasel, to je ena vrsta tiha sreča, ki ti je napolni dušo, ne. Tudi naše predstave so zelo vzgojne, gledamo na to, kar je danes nekako vzgoj otrok pobegnilo, ne. Tudi te moralne kriterije, pa dobro, zlo in tako naprej. Ampak vse zavito eno tako, bi rekel, zelo dobro prebavljivo, bi rekel, obliko, ne, in nekako tudi interaktivne so, tako da največji aplavz je, ko je na koncu tišina. To vsekakor, ne. Ali res v tem enem takem našem, ne samo zakonskem, partnerskem, pravim tom kreativnem našem duu je fajn, da imamo to srečo, da smo 24 ur skupaj in da smo skozi v tem enem procesu ustvarjanja, pogovarjanja, veš, to skozi dela v srednoči. Berni, kaj, če bi, ne vem, tam lahko naredili, je to mogoče? Pol pa je beseda Bernitova. Beseda nemogoče ne obstaja. Tako da je vse mogoče. In res v tem smislu, pol pa on ima krasne rešitve, jaz dam nekakor začetek ideje, on pa to nadgrajuje
In evo, in tako se nekako dopolnjujemo. Skratka, vajna zakonska zveza je dopolnitev vajnega poslanstva. Tako, evo, tako. Veliko- Dani se veliko najde v obrazov. tem, ni mislil, da bo, ampak evo, zdaj No, je del tega. Veliko obrazov, veliko gledališč. Ne. Tako, Krasno, ne, saj, krasno. to je dobro, še jih skupaj ustvarjaš, potem imaš čas pogovoriti. Ne. Nam je v bistvu najlažje nekako, tudi kak tekst, recimo Andersenov Grdi raček, smo ga predelili po svoje. Večino imamo avtorske, ker tudi veš, ker čustvo bi lahko dal. Andersen je svetovna predstava, mislim, ta Grdi raček, seveda mentalitete so po svetu pa popolnoma različne. Kitajci drugače dojemajo, mi drugače. Boš pa vseeno v jeziku, ljudsko ne narekovajo, ki ga tista pokrajina, tisti narod govori in ga razume. Ne? Tako da to prilagajamo potem. Tudi ko po tujini recimo gostujemo, ne? Tudi v angleščini igramo, ne? Recimo smo šli tudi ampak v glavnem prilagodimo potem percepciji teh ljudi, da čim bolj njihov jezik ljudsko ne govorimo. Tako, pa tudi naše ideje, naše poglede na življenje, naše vrednote poskušamo vpletiti, seveda, da to pride do publike. No, govorimo seveda o lutkah, o lutkovnih predstavah, ampak lutke so lahko tudi zelo dobro terapevtsko sredstvo. Ko pomagajo otrokom, predvsem tistim introvertiranim ali pa otrokom, ki so v stiski, v težavah, da se pogovarjajo z lutko in da preko lutke izražajo svoj strah, svoja občutja, pričakovanja, želje. Imata tudi vidva morda kakšno takšno izkušnjo, recimo terapevtske lutke, ko sta morda komu pomagala ali pa morda kdo, ki je obiskoval vajino delavnico? To mi je zelo fajn, da govorimo o tem, zato ker je noben se s tem ne ukvarja, sploh mislim noben. Na tem področju je malo značaja, da je o tem hočem reči. In smo se mi nekako odločili, da bomo tudi se posvetili malo bolj temu, zato ker je lutka res tako eno orodje, eno sredstvo. Univerzalna komunikacija. Ja, ki je v stvari čez lutko, kot ste rekla, otrok progovarja, ne spregovori. Lutka je njeno zrcalo otroka, a ne? In lahko glih to, vse občutke, vse, kaj ga tišči, strahove, lahko spregovori čez lutke, da govori on, to lutka govori. Tudi ko se ti njemu obračaš, tudi prek lutke se obračaš, tako da on se ne počuti ogroženim, a ne? Tako da druga stvar, mislim, da v šolah tudi bi mogli imeti glih za to introvertirani otroci, da se navadijo nastopanja, da razvijajo govorne sposobnosti, jezikovne, vse to, kaj bo prišlo pol malo lažje, kaj rabi v življenju, a ne upa. Čez lutko lažje, a ne. Imamo izkušnjo tako, da je ena punca, oziroma ne direktno, ampak smo dali napotke eni vzgojiteljici, ona je tudi naredila pri nas ljudsko, tako, ker ima punca ni govorila, javno ni govorila, samo z mamo je govorila. V domačem krogu. V domačem, ali mislim, da je samo mama, nisem sigurna. In je čez lutko, smo naredili lutko samo za njo, to mislim, da je tudi pomembno, da ona čuti, da je to njeno, a ne, da je to dio nje, in po materialu, in mislim po blagu, kaj se izbere, in po barvah in to, da je počasi čez to lutko spregovorila. Evo, tako da je to, mislim, da je to zelo, zelo nekaj močnega, ne. To je bila naprstna lutka, To je ne? ročna lutka. Ročna lutka? Ja, tako. Aha, in ta ročna lutka je bila ves čas z Z njo. njo. Ja, to je njena prijateljica, nekaj njenega, nekaj, kaj je tukaj, del nje, in ko hoče spregovoriti, znači ne gre z njo, nego gre z lutke, ne. Aha, Tako da- skratka je preko lutke okolici sporočala, Tako. kako se ona v resnici Tako, počuti, počuti. kaj čuti, tako. in Vse, če vse, kaj si, mislim, prideš čez to igro nekakor, a ne, čez igro, čez lutko, prideš do bivstva, ne, kaj je, se dogaja z otrokom. in ja, Pa ni li to pomembno, da tudi s seboj se malo pogovarjati. Ona se z okolico preko lutke pogovarja, še bolj pa sama.
vse te težave, ko ne bi nobenem zaupala, za svoji dragi lutki pove. In pol tudi odgovore, sama sebi odgovarja. In tako prideš v globino psihe otroka, sploh v današnjem času, ko nimajo starši časa za njih, stari starši so v domovih. To je ena socialna, kako bi rekel, ne bi rekel, da je to napaka, ampak situacija, da družina nekako ni več, kot je bilo včasih, da so stari starši skrbeli za vnuke in je nekako ta vzgoja, ena varnost je bila in tako naprej. Zato se potem pač tako orodje, kot je lutka, lahko deloma nadomesti to toploto, zaupanje, ljubezen, ki jo otrok zelo rabi. Vsak jo rabi, ampak manjši, ko si, več rabiš varnosti, več ljubezni, več učenja vsega tega. In tle je lutka lahko velika pomoč in orodje. Zdaj gremo pa na potovanje. Ne? V bistvu GLG Sevnica je bil v Ameriki, uprizorili ste Grdega Račka, mislim, da ste bili potem tudi v Kanadi. Kakšni so bili vtisi oziroma kakšen je bil sprejem? Nas ali lutk? Obeh. Obeh. Ja, poglejte, torej sigurno, ko smo pa še neko kvaliteto dosegli, smo poslali ponudbe in smo dobili vabila v tujino. Torej v začetku smo igrali po Evropi, smo v Luksemburgu igrali, smo igrali v Bregenzwaldu, bili smo recimo, par festivalov smo se prijavili, kjer so nas izbrali, ne, po selekciji. No, in moram reči, da na par teh smo kar ponosni. Namreč v Avstriji je vsake 2 leti bienalni festival Fokus, kjer za amaterske teatre. In lutkovne teatre bolj poredke smo dali ponudbo in so nas izbrali kot edino lutkovno gledališče izmed 63 kandidatov iz celega sveta med 10 finalistov. Torej, igrali smo skupaj z Južnoafriško republiko, z Armenijo, z Islandom, Kamerunom. Mislim, res cel svet in potem vidiš način te kulture, preko njihovega gledališča, pomembnost. Torej, to je eno veliko pridobitev za nas, da se naučimo in pa tudi, kako so toplo sprejeli naše lutkovne predstave. Torej, sodelovanje, potem pa seveda smo dobili istočasno že vabilo potem za en festival pri Salzburgu v Holzhausenu, ki je, torej potem začnejo preko te veze, vabila, ne, in potem začneš v tujini igrati. Seveda, če uspeš dobiti sponzorje, ki ti pokrijejo vsaj bencin pa hamburger. So visoki stroški. Ja, pa spalno vrečo. Odzivi so pa bili povsod odlični. Ja. Ste navdušili. To nasploh, to, ko smo, kot ste prej rekla, Amerika, a ne, je bila. Tam smo nastopali kot predstavniki Slovenije na Eurokids festivalu. To pomeni, da pride kultura za otroke iz Evrope, predstaviti se v Ameriko, a ne. In tudi posreduje naše veleposlaništvo tukaj, tako da je v tej garnituri jih moramo pohvaliti, da so zelo bili odprti in do nas. Ampak smo si sami pol, ko smo že tam bili, organizirali tudi obisk naših Slovencev, seveda. In to je bilo od Chicaga do Washingtona. To je bila tako planirana turneja po Ameriki. Primarno je bila načrtovana za naše rojake. In torej smo malo gledali, kje so slovenski centri, in potem smo šli pač z avionom do Chicaga, potem pa z rent-a-carjem avto smo potovali v Le Montu, pa smo šli potem v Pittsburgh, pa smo bili v Clevelandu in potem smo končali v Washingtonu, ker je bil pa ravno ta festival. No, in kar smo bili pa izjemno šokirano presenečeni, ne, pozitivno, da ko je dala naše ministrstvo, je dalo pač našo to predstavi selekciji organizatorjev, ne, so nas potem povabili v Kennedyjev kulturni center, ki je pa, rekel, Olimp kulture, torej nismo govoriti, ne, ko so nas poklicali. Seveda temu je sledilo potem še nastopanje v Atlas teatru, Shakespeare teatru v Washingtonu. To so sami eminentni teatri, ki bi drugače težko prišli noter, sploh da bi igrali, da bi predstavo videli še mogoče. To smo zelo ponosni na to in tudi obvezuje, da
dela še boljše, še več in tako, ne. Ja, tako, v Kennedy Cultural Centru, ko smo bili, to je pa res, to je taki občutek, ne vem, da bom ga še doživela v življenju, zato ker je to odnos je čist drugačen, publike je ogromno, reagirajo fino, ali sama ta zgradba je, se vidi, da je to, ima eno tradicijo in da je to, ko tam igra, onako ima težino. Skratka, je v tujini atmosfera drugačna kot pri nas. Hele, težko to rečeš. So povsod je lahko, ne, so izjeme, ampak nekje, ko je recimo velemesto, kot je Washington, ki je metropola, v bistvu glavno mesto Amerike, je seveda tudi več temu posvečeno, je tudi več financ za to, ne, ker kultura, konec koncev, mi imamo ljubiteljsko kulturo, ne, ker drugače je kultura, ki se pa plačuje, ni poceni, ne. Sicer njima so lutke zelo, zelo zanimive, zato ker oni nimajo tradicije lutk. Mislim, oni so tak, glede tega vemo, da so kulture iz vsega mlada dežela, kot v Kanadi enako. Tako da njima vse, ko pride iz Evrope, pa še da je dobro, hvala Bogu, imajo pa krasne polodzive, ja. Tako da lepo. Tako da verjetno to ni bil zadnji izlet. Ja, upajmo, da ne. Sicer, da te današnje čase nas ne vleče glih preveč zdaj, ampak bomo videli, kako in kaj. Je pa seveda tako, čim se pojaviš v Ameriki, je pa sledilo bilo v Kanado, smo šli tudi med našimi rojaki, Slovenci, smo v Torontu, smo imeli bazo, smo igrali v teatrih, smo šli potem do Niagare, torej spoznaš življenje naših Slovencev in seveda do otrok, ne, ki se učijo slovensko. Tudi v Ameriki smo igrali v angleščini in v slovenščini. Isto v Kanadi, ne, ker naši rojaki, bi rekel, starejši še znajo slovensko, ampak če dali slabše, otroci pa kljub slovenskim šolam se govorijo, ampak ko je lutkana predstava, je čisto drugačna. Tako da smo veseli, da smo jim tudi naredili tudi lutkano predstavo, lutke, rdečo kapico smo naredili, da so lahko sami igrali. Delavnico smo imeli. To je bilo v Clevelandu, recimo, ja, tako da nekako pride pa sem na obisk, ne, so iz Clevelanda prišli tudi pred 2 leti v Sevnico, smo jih peljali na grad, pokazali to, pa smo jih povabili, so šli, oziroma so se oni šli sami v ta Paradiž, pol smo jim pa organizirali v Gadovi peči, torej zidanico, slovenska vina, harmonika, nepozabno. Še zdaj sporočajo, da so navdušeni, da še pride in tako. Mogoče, ko smo že pri tem, bomo povedali, da smo v Ameriko tudi z nami peljali našo razstavo, a ne? Danes še da to rečemo, da sem 15 let praznovanja Svetovnega dneva lutk, delamo 12. leto tudi lutkovno-slikarsko kolonijo, Lutk Art se imenuje, tudi na gradu Sevnica. Povabimo pa šole iz cele Slovenije, tam druga in tretja triada, malo starejše, potem mi odigramo eno predstavo in potem otroci poustvarjajo po predstavi ali lutke svoje domišljije. Tako, čez ta aspekt likovni, tudi otrokom hočemo nekako približati lutke in takrat ta izbor smo naredili, Lutkarta, in smo v Ameriko peljali, tam naredili pol pa razstavo v Clevelandu. No, ker ravno to je ta povezava. Mi res želimo na več nivojih percepcije otrokom približati lutko. Kaj vse je lutka? Lutka je lahko vse. In lutka je likovna zadeva, je gledališka zadeva, je psihološka zadeva, ampak likovnost je nekako jo najlažje smo navajen percipirati, se pravi prepoznavati, in zato, da jih povežemo in privabimo k lutkam, organiziramo vsako leto, kot sem že rekla, ta Lutk Art, torej otroci, da prvi zaigramo predstavo, pod vtisom predstave oni pa ustvarjajo, recimo letos smo imeli čebelo Medelo in seveda so ustvarjali čebelice. Ampak to imaš potem par stotih slik, nekatere so tako fascinantne. Sem prepričan, da bi se Picasso z veseljem podpisal pod marsikatero otroško sliko. No, v teh grajskih prostorih v Sevnici, na gradu, krasni so, čudoviti so, morda celo malce premajhni za 200 lutk, ampak se mi zdi, da kar lepo živijo v enem takem prijetnem sožitju, delata tudi delavnice, v bistvu imata oglede, skratka, tako kot so lutke dobrodošle v domu, tako so tudi obiskovalci dobrodošli, ne? Seveda, zelo.
Mi vabimo, torej lahko pridejo si ogledati tudi v sklopu ogleda gradu. Namreč od začetka dobro sodelujemo z občino Sevnica, ki nas tudi po razpisih nam pomaga, nas tudi sofinancira deloma, in pa seveda s KŠTM-jem, ki ima organizacijo prireditev gor, tako da nekako to usklajujemo in lutke so na ogled, slike so na ogled, dobrodošli vsi, ne. Tako da želimo res, da čim bolj široko spoznajo to vrsto umetnosti. Evo, zdaj v maju, juniju, skoraj vsak dan imamo animirane oglede na gradu Sevnica, kaj pravim, pridejo vsi, cela Slovenija. Tudi vrteški in šolski otroci, in v okviru tega se tudi predstavijo naše lutke in mislim, da bo čez 1000 otrok to leto bilo na obisku, ja, na gradu. Lahko rečemo za zaključek našega pogovora, da GLG Sevnica, Grajsko lutkovno gledališče, orje ledino v Posavju v svetu lutkarstva. Poglejte, ravno ne bi mogli reči, da orjemo ledino, ne, saj je bilo veliko lutkovnih skupin v šolah že pred nami, ne, vsekakor. Ampak seveda, mogoče mi štartamo, rekel, z več znanja, z več izkušenj, rekel, dvigujemo to kulturo še naprej, tako da smo veseli, ne, karkoli se zgodi, vabljeni vsi, tudi vabimo nove lutkarje, interesente. Sam to je resno delo, to moram naprej povedati, da ni to nekaj mingade, ne. No, Ampak je veselje večje. v telefonskem pogovoru si rekel, da se lahko pridružim ekipi, če bi imela željo. Absolutno. Vsi rečejo, ko bomo v penziji, ne. A veš, to je lepo, ampak to je eno odlašanje, mogoče malo podzavestnega strahu, ne. Ampak ko si v penziji, pa lutke preveč škripajo, ne. Tako da fajn že prej. Da prej pridem. Fajn že prej. Je pa tudi ta varianta. Imamo recimo lutkarice, ki samo določene vloge določenih predstav igrajo, ne, in da ni treba redno na vaje. Potem pa torej sploh, kadar gremo kam potovati, recimo rabiš alternacijo, ali pa eden zboli, ne, to je zelo nerodno. Da moraš ti tam otroci čakajo. Mi smo na terenu, mi predstave, recimo v Sevnici odigraš par predstav in so vsi otroci videli, a ne, tako da smo mi v glavnem na terenu. Veliko potujete okrog, ne. Ja, mislim, kam nas pokličejo, torej gremo radi, ne, čeprav moramo zelo spodbujati pa ponujati nekako. Ni samo iniciative nekako ni, ne vem, mogoče lokalnosti posavske ne zaupajo, pa mogoče bolj zaupajo kakšni metropoli, čeprav mislim, da vsako gledališče ima svoj karakter. In kvalitete predstave, spet kako to ti doživiš, za tebe kvalitetna ali ni, ampak mora imeti vse elemente, da je dobro predstavljeno. Igrate tudi v naravi, če je treba. Ni noben problem, ne? Torej, Škocjanovi imajo v gozdno gledališče. Amfiteater, to je zelo, tam smo tudi to predstavo prvič odigrali, moram pa reči, da smo pa vključili v predstavo 12 invalidov s cerebralno paralizo. Društva Sonček iz Novega mesta. Kar ni bilo enostavno, ampak jim počim daš tako vlogo, ki jo zmorejo. Moram reči, da so to tako srčni ljudje, tako polni emocij. Mislim, res uživaš, ko gledaš, kako sprejme to vlogo. No, in to so take, bi rekel, lepe izkušnje in še na tem delamo. Delamo tudi, na primer, gremo na dobrodelne prireditve, pa igramo, pa torej pro bono, jasno, ne, delavnice imamo za njih, tako da popestrimo te malo težje trenutke otrok. Krasno. Skratka, živita polno življenje kot zakonski par, kot ustanovitelja Grajskega lutkovnega gledališča, podarjata srečne, zadovoljne trenutke. Ali lahko še kaj lepšega v vajinem življenju? Lepo je tudi, da smo hčero tudi vključili, Ja, tako da se cela družina sodeluje. Imamo hčerko, ko zdaj študira biologijo, 20 let stara, seveda je živela v lutkah že od majhnega, ne. Pa sploh se radi igramo, pa tako smo malo tako, ohranili smo otroka v sebi, kar je zelo pomembno. To ni uspelo velikim, ne. No in seveda tudi, recimo, hčera naša Lea prevzame veliko lutk, recimo angleške alternacije igra, pa druge tudi dela lutke. Smo taka kreativna družina, ne, malo umetniška,
pa malo, mislim, precej pa tudi resna, ne, kakor zgleda mogoče otročje, ampak v zadnje je zelo trdo delo, zelo veliko znanja, inovativnosti, patentov, mislim, res ni, ne. Drugače ne moreš po temi pogoji, ko imamo, ne. Tako, ni tako enostavno, kot je videti na prvi pogled. Ne? Ja, vse, kaj izgleda enostavno, od za tega je veliko, veliko dela. Za recimo za eno tako lutkovno predstavo toliko dela, tiči in časa in vsega, tistih 30 minut, ko vidiš, ne, je mogoče mikrodelček časa, ki smo uporabili. Snežka in Berni, hvala, ker sta se odzvala našemu povabilu, bila današnja gosta našega podcasta Odmevi Posavja, regionalnega časopisa Posavski obzornik. Seveda vama, Leji, vajini hčeri in celotni ekipi GLG-ja želimo še veliko uspešnih let, odličnih predstav in ne pozabite, povabite nas. Hvala za vabilo in vsi toplo vabljeni na naš grad. Lahko nas povabite, pa da pridemo k vam zaigramo, naredimo delavnico, torej po želji vse. Tako da res smo veseli, da v naši regiji malo več zvejo o moči lutk in da imamo res dobro gledališče v naši sredi. To je pa najbolj pomembno, ne? Da imamo lastno lutkovno gledališče, ki ni samo sevniško, ampak je pravzaprav posavsko. Skoraj regijsko, mislim, da sploh na gradu, ljubljansko lutkovno gledališče ima nagrado nek prostor, pa tega je zelo malo, da pa res, da v takih manjših, bi rekel, sredinah ali pa periferiji, bom rekel, v pozitivnem pomenu, ni veliko, ne. Torej, imamo recimo tak lutkovni center, ki ga nudimo vsem na ogled, če imajo, tudi pomagamo pri režiji predstav, pri nastankih, ker pač svoje znanje, ki ga ne malo res ponujamo okoli z veseljem in želimo, da bo bolj to koristili. Skratka, zaključimo lahko dobrodošli. Hvala lepa, z Hvala veseljem. lepa za vabilo, še enkrat z veseljem smo prišli. A ne, Baltazar. In kaj, ko bi še Baltazar malo tako z roko pomahal? Jaz mislim, da je on tako moder, da to vse zdaj slišal, pol pa bo nam kasneje kaj povedal. Doma vam bo razložil, kaj je on doživel danes. To je to. Na prvem snemanju Že vem. prvega podcasta. Vidim, da se kar fajn počuti. Mislim, da Že se v vem, redu kaj je to. počuti. Veš, kaj je to? Kdor molči, 10 odgovori. Hvala. Spoštovane in spoštovani, hvala za vašo pozornost in seveda naslednje v našem naslednjem podkastu Odmevi Posavja, regionalnega časopisa Posavski obzornik.